sredstva, ki so na voljo Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Z njimi sodelujemo, kot veste, smo lansko leto namenili 35 milijonov, leto 35 milijonov čakalnih dob, skrajševanje čakalnih dob in v letošnjem letu 19 bo nekaj podobnega. Dvig določene produktivnosti, prestrukturiranje določenih programov, plačevanje programov z presežkom 10-120 in že v letu 2019 pričakujemo, da bojo nekatere čakalne vrste, kot sta magnet in CT, bistveno krajše. To je seveda rezultat odločitev v preteklosti. Traja nekaj časa. Določili bomo seveda tudi število prvih pregledov v specialističnih ambulantah, ki mora dnevno ambulanta pregledati in s tem preusmeriti prioriteto iz vseh pregledov na prve. Za vsako ambulanto posebej, to bo eden iz odvečjih izzivov. Najbolj se bomo seveda posvetili upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, zato sem imel celo vrsto sestankov, za katere veste, direktorji bolnišnic z upravami in direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko seveda hodi po vseh bolnišnicah in preverja stanje sanacije bolnišnic v skladu z zakonom o sanaciji. In tu se pojavi prvi problem, ki ga jaz osebno že dolgo izpostavljam kot pomembnega orodja direktorjev za upravljanje bolnišnic. Pripravili bomo mini zakon o upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, kjer bomo zaostrili odgovornost nadzornih svetov, neč več svetov zavodov, upeljemo pojem nadzornih svetih in upeljemo pojem uprava. Vse to je že znano. Zaostritev uprave, zaostritev osebno odgovornosti ali s premoženjem, tako kot je to v gospodarskih družbah, kjer te stvari delujejo. Seveda, kakšni anomaliji tudi in seveda ustrezno nagrado tej upravi, ki bo nekako sorazmerna nagradi v gospodarskih družbah, podobne velikosti in podobnega obsega. Osebno to mislim, da je eden izmed osnovnih pogojev za učinkovito upravljanje celega zdravstvenega sistema, ne da mi z ministrstva dajemo soglasje za napredovanje kjerkoli delavca v neki bolnišnici ali pa za soglasje preko polnega delovnega časa in vseh teh, da jih preprosto minister njegove službe tega ne morejo operativno vedeti. To je odgovornost direktorja v vsaki gospodarski družbi in to želimo prevesti v zdrav. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v decembru se pospešeno dogovarjamo za ljudi, ki bojo pri tem sodelovali in ta zakon mislimo dati v tak je že napisan, mislimo, ki ga je prejšnjo ministrstvo napisalo, ga mislimo dati v strokovno debato in strokovno usklajevanje, da bomo videli, kaj bo na tej ravni prišlo ven in upam, da bo tekom leta 2019 prvo polovico ta širša strokovna javna zala za dosti pripomb, da bomo lahko prišli z enim osnutkom zakona ven. Kot veste, se tam spreminja financiranje, bolj stabilnejši viri financiranja, reči potreba kakšno trošarina. Poslušam se hrvaškega kolega in on je koštujo do 10 evrov. Dvig cen za direktor. In kar nekaj držav je na svetu, ki s podobnimi načini omejujejo dostop do tobaka, alkohola in seveda sladkih pijač. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je tudi v osnutku napisan. Vse bolj se seveda nagibamo tudi širše politično, da to ostane na ministrstvu za zdravje.
so, je treba združiti vse elemente kakovosti, ki so že prisotni v sistemu in se v njih pogovarja, zato imamo v ministrstvu že ljudi, ki se s tem podrobne ukvarjajo in tečejo tije vladni projekti na temo kakovosti. Zaenkrat je bilo to vse. Mogoče še pravilnik o poklicnih boleznih, še eno rundo pogajanj, nas čaka z delodajalci, vendar je pa spoznanje, da ta pravilnik rabimo nasprotovanja ni več. V bistvu je treba sam dogovoriti, po kakšnem postopku se bodo morebitni regresni zahtevki obravnavati. To je vse iz malega gospodarstva oziroma strah, da projekti poklicni bolezni to so tako isti gospodin, da bomo lahko podjetja parkirali. Vsekakor nam to ni v interesu, da iščemo nek zavarovalni sklad oziroma višino te povrnitve, če je kdo regresni zahtevki, če je kdo zgodi za te ne bojo ogroža delovanje gospodarstva, to bi pa seveda vseščiti v interesu. Hvala lepa ministru. Prosim, da se pravčem kontaktno, da se še ona svoje poudarke. Spoštovani, na področju primarnega zdravstvenega varstva je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s partnerji začelo proces priprave sistemskih ukrepov, s katerimi bomo vzpostavili boljše pogoje dela in omogočili, da bo več oseb v celoti poskrbljeni na primarni ravni. Opravljen je bil še en krog razgovorov s ključnimi deležniki, tako z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot predstavniki stroke z direktorji zdravstvenih domov. Srečanja so vodila v imenovanje delovnih skupin, s katerimi bomo pripravili ukrepe. Nekatere ukrepe iz prejšnjega obdobja bo treba odpraviti, ker se niso obnesli, nekako pa bo v kratkem pripravljen predlog celovitega razvoja, vključno s prenovo plačilnega modela, ki bo nagrajeval večji obseg storitev in delo v odročnih krajih. V oktobru smo v Ljubljani izvedli strokovno srečanje zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope o pomenu krepitve sistema primarnega zdravstvenega varstva, v okviru katere bomo ob podpori Evropskega države Svetovne zdravstvene organizacije promovirali model primarnega zdravstvenega varstva temelječ na zdravstvenem domu kot srednji ustanovi, v kateri se izvajajo številne zdravstvene storitve v okviru vodske mreže izvajalcev po vsej državi. Uspešni zdravstveni sistemi temeljijo na močnem primarnem zdravstvenem varstvu. Zato smo še posebej odločeni vlagati v obstoječ model, da ga izboljšamo, kjer je to potrebno, in ga nadgradimo z vsebinami za krepitev promocije zdravja in preventive, ter s pristopi za uspešnejše vključevanje ranljivih skupin prebivalstva, predvsem po modelu skupnostnega pristopa. Na področju javnega zdravja pospešeno dokončujemo proces vrednotenja ključnih funkcij javnega zdravja v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo in partnerji, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano in drugimi ustanovami in nevladnimi organizacijami, ki v Sloveniji izvajajo dejavnost javnega zdravja. Proces je namenjen celoviti analizi stanja in načrtovanju ukrepov za izboljševanje. Ugotovitve kažejo, da ima Slovenija večinoma sicer zelo dobro razvito dejavnost javnega zdravja, obstajajo pa še priložnosti za izboljšave, predvsem na področju vodenja in upravljanja dejavnosti, razvoja in upravljanja človeških delov, ter na področju financiranja dejavnosti javnega zdravja. Predlagani ukrepi bodo podlaga za pripravo celovite strategije razvoja dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji, ki bo pripravljena v letu 2020. Letos septembra je bila Slovenija pobudnica dogodka v okviru rednega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku na temo alkohol, nenalezljive bolezni in trajnostni razvoj
počnemo in kam gremo. Na tem zasedanju je minister za zdravje, ki je takrat komaj začel svoj mandat, številnimi kolegi ministri iz držav različnih delov sveta razpravljal o pobudi, da se v mednarodni skupnosti po vzoru nadzora nad tobakom tudi na področju alkohola sprejme obvezujoče zaveze, ki bodo državam v pomoč pri oblikovanju učinkovitih alkoholnih politik. Ministrstvo za zdravje je predstavilo tudi predlog nove celovite strategije obvladovanja mikrobne odpornosti po načelu Eno zdravje, ki bo v kratkem dan v javno razpravo. Mikrobna odpornost pomeni globalno grožnjo za javno zdravje. Zaradi naraščanja števila večkratno odpornih bakterij v kombinaciji s pomanjkanjem novih antibiotikov se zdravniki srečujejo z velikimi težavami pri zdravljenju okužb. V Sloveniji smo problematiki mikrobne odpornosti namenjali pozornost predvsem v strokovni javnosti. Tudi rezultati niso izostali. V mednarodnih primerjavah se Slovenija uvršča med uspešnejše države po porabi antibiotikov v medicini in v veterini. Vendar pa nas ti podatki nikakor ne smejo uspavati. Številne aktivnosti, ki potekajo porazpršene in premalo povezane, očitno je, da obstaja veliko možnosti za izboljšave. Večja povezanost in sodelovanje med primarnim zdravstvenim varstvom, oskrbo v domovih za starejše občane, službami za obvladovanje bolnišničnih okužb, mikrobiološkimi laboratoriji in epidemiološko službo na eni strani, ter veterinarsko službo področjem pridelave hrane in okoljem na drugi strani pomenijo veliko dodano vrednost in novo kakovost pri obvladovanju mikrobne odpornosti v Sloveniji. Pripravljen predlog strategije obvladovanja mikrobne odpornosti po načeli Eno zdravje zavezuje k skupnemu in celovitemu medresorskemu in medinstitucionalnemu sodelovanju. V sodelovanju s šolskim in socialnim resorjem smo posebno pozornost namenili uresničevanju resolucije o nacionalnem planu duševnega zdravja, predvsem v iskanju realno izvedljivih rešitev, kar se srečujemo z zaskrbljujočim pomanjkanjem strokovnjakov na trgu dela, zato trenutno implementacija v načrtovanih okvirih ni v celoti mogoča, ki moramo danjo najprej zagotoviti pogoje. Nadaljevali bomo podpiranje javno-zdravstvenih programov nevladnih organizacij, kar je bilo na ravni Evropske komisije prepoznano kot dobre prakse, predvsem na področju preprečevanja rabe tobaka, pa sta se med prvih 12 v Evropski uniji po izboru Evropske komisije uvrstila kar 2 programa iz Slovenije in si prislužila priznanja za odličen program. Na področju javnega zdravja ocenjujemo sodelovanje z nevladnimi organizacijami kot veliko vrednost, zato jih želimo spodbujati in podpirati tudi v naslednjih letih. Ne nazadnje, Slovenija je v novembru gostila tudi zelo odmevno 11. Evropsko konferenco o javnem zdravju, kjer je Ministrstvo za zdravje pripravilo predstavitev slovenskih dosežkov predvsem na področju zgodnjega odkrivanja srčno-žilnih bolezni in raka, pri prehranski politiki ter pri nadzoru nad tobakom. Ministrstvo je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravilo tudi okroglo mizo z evropskima komisarjema za zdravje in varno hrano Enisom Andriokaitisom in za mobilnost in transport Violeto Bulc o učinkovitih pristopih za medresorno povezovanje pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja ter pri zagotavljanju zdravja spodbudnih življenjskih okolij. Sodelovanje z drugimi resorji izven zdravstva je ključno pri zagotavljanju pogojev, da bomo ohranili našo populacijo zdravo in v okviru javnega zdravja moramo ravno tem aktivnostim nameniti še več pozornosti. Hvala lepa. Hvala za besedo. Jaz bom kratka, da bi počel pravstvo zdravstva, kot veste, je bilo v zadnjih nekaj novih zakonov. Ministrstvo za zdravje se tudi ukvarjamo s implementacijo teh zakonov, še so se počeli zakon o zdravniški službi. Kot veste, je leto prvo leto, v katerem
Drug takšen zakon si bo sprejet v zadnjem času, zakon o zdravstveni dejavnosti in tudi na tem področju imamo dokumentacijo, da smo na veliko dela. Kot veste, se v zadnjih dnevih torej, je potekel zakonski rok za izdajo odločb o koncesijah za omejitev časovnega trajanja. Ministrstvo za zdravje je večino teh odločb izdalo, zato tista področja, za katero smo pristojni. Tretja zadeva, s katero bi se zaključila, je pa ministrstvo že pripravilo izhodišča za nov zakon o alternativnih metodah zdravljenja, in v naslednjem letu se bomo tudi določili priprave novega besedila. Toliko več, hvala. Zdaj imamo prioritete na področju zdravstvenih komornic v letu 2019, se bojo nanašale na načrtovanje bolnišnic. Veste, imamo model 15 bolnišnic, ki so v naravni sanaciji. Želimo nadaljevati z aktivnostmi in intenzivnost dela v letu 2019. Glavni poudarki na tem področju bojo na notranji organizaciji oziroma organizaciji bolnišnic, izkoristku resursov in podobno. V letošnjem letu je bila nekje v 9 mesečju realizacija sanacijskih programov nekje na ravni 50%. Da smo v koncu tega leta potem določene aktivnosti intenzivirali ravno z namenom, da pride do konca leta do boljšega rezultata, kot je bil v 9 mesečju. Tisto, kar bi še tukaj izpostavil, potem je poleg sanacije ene glavnih prioritet, torej tudi zagotavljanje virov na področju investicij. Vemo, da je stanje v bolnišnicah slabše, kot si ga želimo, hkrati pa tudi se zavedamo omejitev, ki jih imamo na področju zagotavljanja finančnih investicij. Tega leta 2019 dajem poudarek na vseh tistih projektih, tako govorimo o gradnji oziroma dokazih, vzdrževanih delih, kot tudi zagotavljanje opreme, ki so bili dogovorjeni z bolnišnicah. Hvala. Tako pozdravljeni minister in državna sekretarka, sta že kar nekaj povedala o prioritetah področja javne uprave. Naj dodam, da kot verjetno veste, smo v letu 2018 zaokrožili program DORA. V Mariboru je bil odprt drugi presejalni diagnostični center, kar bo omogočil celovito obravnavo bolnikov in tudi vzhodne Slovenije. Tudi sicer imamo podatke iz drugih dveh presejalnih programov. Program SLIK nam incidenca pada za cirka 5% letno, odkar se je program začel, prej je rasla za 7% letno in seveda opažamo več odkritih rakov v zgodnjem stadiju, manjšo umrljivost od tega raka in daljše preživetje. Od začetka programa DORA smo pojavnost tega raka zmanjšali za več kot polovico in upravljanje in izvajanje vseh teh presejalnih programov Slovenijo uvršča med res uspešne države v svetovnem merilu. Mogoče bi v tem kontekstu komentirala še poročilo Eurostata o tem, da je Slovenija visoko na lestvicah po umrljivosti zaradi raka. To je res, ampak to ni negativno sporočilo. Pričakovana življenjska doba se je v Sloveniji zadnjih 25 letih povečala za 7 let in razmerje med umrljivostjo zaradi srčno-žilnih bolezni in raka se je spremenilo. Torej, z drugimi besedami, v Sloveniji smo uspeli znižati umrljivost z srčno-žilnimi boleznimi, predvsem pred 65 letom in zaradi staranja prebivalstva je seveda razumljivo, da je rak pri moških glavni vzrok smrti in tako je tudi v nekaj najrazličnejših vrstah. Na direktoratu bomo tudi v prihodnjih letih nadaljevali z vsemi programi in aktivnostmi, ki so bile sprejete v preteklem obdobju, na področju preventive, tako na področju obvladovanja okužbe AIDS-a, potem na področju prehrane in bivanja, na področju tobaka, alkohola, je že bilo omenjeno. In seveda bomo nadaljevali z krepitvijo preventivnih aktivnosti v primarnem zdravstvenem varstvu, ki potekajo tudi s pomočjo kohezijskih. Hvala lepa. Ja, lepo pozdravljam še v imenu direktorata za dolgotrajno oskrbo. Področje dolgotrajne oskrbe je bilo
sklepom vlade 2016 prenešeno na Ministrstvo za zdravje. Tako je bil 2017 ustanovljen direktorat za dolgotrajno oskrbo in kot njegove ključne naloge bi poudarila predvsem pripravo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in izvajanje pilotnih projektov na tem področju. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je po javni razpravi dopolnjen in nadgrajen in kot tak pripravljen za nadaljnje medresorsko usklajevanje. Prav tako so se nam že začeli tudi pilotni projekti na področju dolgotrajne oskrbe. Na javnem razpisu so bila in trajnosti okolja, to je Celje, Dravograd in Krško. Dodatna prednost teh pilotnih okolij je tudi to, da imamo enkrat nosilnega partnerja, to starejših, enkrat zdravstveni dom in enkrat center za socialno delo. Ključni doprinos teh pilotnih okolij je, oziroma pilotnih projektov, ki se financirajo iz kohezijskih sredstev, je možnost testiranja določenih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe. V Sloveniji je sistem trenutno razdrobljen, uporabniki se soočajo z mnogimi izzivi, ne dostopajo do nekaterih storitev in pilotni projekti nam omogočajo prav tovrstne rešitve. V okviru pilotnega projekta bomo testirali možnost enotne vstopne točke, to se pravi enotna točka za informiranje in oceno upravičenosti. Testirali bomo novo ocenjevalno orodje, s katerim bomo preverjali upravičenost do dolgotrajne oskrbe. Prednost teh postopkov je to, da jih poskušamo čim bolj približati uporabniku, se pravi ocena poteka v domačem okolju. Uporabniki bodo lahko dostopali do novih storitev, to se pravi storitev, ki jih danes na terenu, na domu nimamo. Če dam za primer, ne vem, priprava in delitev zdravil, oskrba s dom, psihosocialna podpora, predvsem tudi zelo pomemben sklop novih storitev za ohranjanje samostojnosti, s katerim želimo uporabnike čim bolj krepiti, da ostajajo čim dlje samostojni v domačem okolju. Imeli bomo tudi možnost testiranja novih e-storitev s poudarkom na zagotavljanju varnosti in kakovosti življenja v domačem okolju. Veliko bomo delali v teh pilotnih projektih tudi na integraciji zdravstva in socialnega varstva, da nam uporabnik skozi različne sisteme teče, brez da bi v bistvu nam v sistemu nekako izpadal. Predvsem je pa tudi velik doprinos teh pilotnih okolij to, da s temi pilotnimi projekti v bistvu prinašamo v ta okolje tudi nove možnosti zaposlitev. Poleg tega pa uporabniki v tem času lahko, kot sem rekla, dostopajo do storitev, ki danes ni in v času trajanja pilota bojo za uporabnike te storitve brezplačne. Ja, za izvajanje pilotnih projektov vseh treh pilotnih okoljih je namenjeno 6 milijonov 100. Za 2 leti, tako pilotni projekti bojo potekali do junija 2020. Pomembno je mogoče povedati tudi to, da bomo imeli tudi zunanjo evaluacijo, ki bo omogočala čisto neodvisno oceno vseh pilotnih projektov in aktivnosti in tudi dala neke predloge, ideje za bodoče rešitve. Hvala lepa. Odločna prispevna stopnja zelo na desetine interesov. Hvala lepa. Tanja, imate lahko druge? Ja. Ta bo pa prioritetno, pa bo do konca januarja že nek grob snutek, da bomo takrat predstavili. Seveda se tukaj pojavlja potem takoj vprašanje, kaj pa drugi javni drugih področji. Vendar pomeni, da je zdravstvo z svojimi 3 milijardami in dejstvom, da upravimo nekaj 10 milijonov preddelov, zahtevnih, pa le malo drugačno od tega drugega javnega dela javnega sektorja. Tako primerjam neko bolnišnico, kjer se dnevno rešujejo življenja z neko drugo inštitucijo, ki tega ne upravlja. Hvala lepa. Tanja, imate še del o zakonu, pa spremeni zakonu o pacientih? Spremeni zakon o pacientih pravicah, smo identificirali vsa tista področja, ki se je potrebno spremeniti v zakonu. Začeli smo postopek z imenovanjem skupine, kot veste, morajo v takšni skupini tudi predstavniki
tudi predstavniki našega inšpektorata, zdravniške zbornice so postali. Mi predvidevamo, da je lahko sprememba, torej fiksa v 3 mesecih pripravljena in potem v sestavi postopek še spremljena. Hvala lepa. Kakšne spremembe pripravljate za spremembe, kot rečeno, so identificirane težave v zadnjih nekaj mesecih. Nepotrebni seznami čakanja, ki so bili vnešeni v zakon in še nekatere druge spremembe, ki so tudi potrebne, zelo nekaj odškodnina in podobne stvari, ki nas čakajo. Glede, ko bo delovna skupina pripravila, bo ministrstvo za zdravje, ta strane, kako delovna skupina sestavljena iz različnih strokovnih združenj in skupin in bo šel zakon oziroma predlog spremembe zakona o socialni strani. Različne spremembe zakona o zdravstveni javnosti, katere so ti svoje? Kar malo, dobro, no? Ampak potem je vse to lahko. Mi smo se sestali z državnim sekretarjem v kabinetu vlade pa z zdravniškimi organizacijami, so dale pripombo na določene administrativne ovire, ki jih čutijo zaradi sprejete zakonodaje bolnikovi pravice so en del, zakon o zdravstveni dejavnosti del. Mi smo jih prosili, naj predlagajo, katere člene kaj želi izboljšati, da bo delo lažje. Prav tako, če se odzovem na dan, dva trajajoče polemike o preveliki administrativni obremenitvi, s tem načrtujemo, zdaj povedo tisti, ki govorijo, da so prevelike administrativne obremenitve v osnovnem zdravstvu, kje so in kaj predlagajo za odpravo. Zdaj dobimo včasih pismo, pa reče, so prevelike administrativne obremenitve, dajte mi odstraniti. Zanima, kaj jih motiče. Določeno administracijo pa je seveda treba zalati, kot je na primer napisati račun. Ker mu se lahko sicer izognemo, in treba pisati računa, samo da vem, kako bo pojem dokaj smo prišli do Hvala lepa, minister, bom še prepošljati. Mene zanima glede investicij v prihodnem letu, oziroma v prihodnem parih letih, največje gradbene investicije pa investicije v opremo, katero načrtujete? Največji infrastrukturni projekt absolutno sigurno novogradnja Celjske bolnice, zraven DTS-a, Ljubljanskega zdravstvenega centra. Zdaj nas tiče pa nabave opreme, je pa to pred nami največji projekt skupno javno naročilo CT-ja. Tukaj govorimo o 10 poseg investicij večjih od 10 milijonov. Kdaj ne bi bilo to speljano? Zdaj dobava samo izbor, pa potem dobava opreme v letu 19. Kakšna cena? Cena je več kot 5 milijonov je težko. Ampak se pravi, sam izbor pa dobava v okolo letu 19. Kot minister staršev okrog življenja napaka, srednji pa staršev, ki v materiali mednarodnih strokovnih nadzorov programa, da lahko se jim kaže, kaj bi bilo zdaj nekoli gledovanje, ki se morda kliničnega centra seveda pričakujem, da bojo otroško obravnave v skladu z medicinsko doktrino. Dogovorili smo se, da bojo uvedli redne morbidity konference, pravi po vsakem posegu, po vsaki operaciji zapis, kaj se je dogajalo in te zapise bo potem pregledal nek zunanji strokovnjak, tako da naredimo dvojno kontrolo, nekakšna eksterna revizija zunanjega izvajalca še nismo izbrali, smo v stiki z dvemi centri, tudi takih še ne bi povedal, da tem niso zaključeni pogovori. nadzora stane, konkretno
strokovnjaka, ko ne more imenovati strokovnjakov, in nismo se še sestavili, da bi to povprašali, kako mislijo narediti. Je pa to seveda pretirano ukvarjali s tem, kot so lahko škodi. Sedanje programe, to je treba pa tudi da smo v izjemno občutljivi fazi izbiranja strokovnjakov. Program je kompleksen, program je težek in nenehna pozornost lahko zavre delovanje tega programa. Ali pa prevelika pozornost. Hvala lepa. Naslednje vprašanje, prosim. Zelo dobro, našem konferenci glas. Edino posebno delo na specifično drugo zakon, zdaj je vbil na javnosti školi, tudi podobno učili kolegi v tem, opozarjajo na korak sistema, podajajo določene zahteve, predloge rešitev, in recimo. No, meni je beseda kola ščudi v dejstvu, da 3 leta zaporedoma že dodajamo time na primarno zdravstveno varstvo in to ne samo zdravnike, fizioterapeute in druge time. Dodali smo seveda urgence v 10 urgentnih centrov, ki so razbremenile dežurno službo v zdravstvenih domovih tiste najtežje urgence, da se to vozi tja. Dodali smo 700 referenčnih ambulant, ki se ukvarjajo z kroničnimi boleznimi. V letošnjem letu se ta projekt zaključuje in postane ta sestra, ki je naprej projektna, postane sestavni del tima. Prav povečali smo tim splošne medicine za polovico. In podatki kažejo, da večji timi naredijo približno 9000 bolnikov letno, pride za ambulanto, od teh 43 kratkih. V 5 minut, če uporabim modro knjigo, ki mi sicer ni všeč, metodološkega pristopa, tako da ostane 13 minut potem časa na kontrolni in prvi pregled. Treba je podariti, da smo seveda tudi uvedli obnovljiv recept pred leti, ki zmanjša frekvenco kilomesečnih obiskov za kar precej. In naslednji korak, ki ga pričakujemo od družinske medicine, je, da se prav ta diplomirana medicinska sestra v večji meri vključi v delo ambulante. To se reče prenos kompetenc na nižji nivo. Ocenjujem, da je število bolnikov kroničnih, ki se zdaj evidentirajo pri tej sestri, zločno premehno. 3 do 4 na dan, v 4 urah, in bi se lahko tudi naredilo več, in se s tem splošne zdravnike razbremenilo. Je pa potrebno povedati, da število obiskov pri zdravniku pada v zadnjih nekaj let, kljub vsega. Hvala lepa. Zelo manj slišana, bo mogoče še državna sekretarka še mislim, da bi bomo povedala, ki so ukvarjali na zdravstvenem. Hvala lepa. Zato, ker je to trenutno vroča tema, bi rada nekaj stvari bolj podrobno pojasnila. Na ministrstvu se zelo dobro zavedamo tega stanja in kar pišejo najprej zdravniki iz Mariborskega zdravstvenega doma, v zadnjih dneh pa še iz Gorenjske in Celjskega zdravstvenega doma, nikakor niso nove stvari. Če ste natančno prebrali njihov poziv, predvsem poudarjajo, kaj so težave in kaj želijo, da se izboljša. Skupaj v sodelovanju z njimi in v sodelovanju z drugimi partnerji pa moramo priti do konkretnih ukrepov, ki jih moramo izvesti, zato da bomo prišli do teh željenih ciljev. Tukaj smo vsi na isti strani. Vsi želimo, da se ti pogoji dela izboljšajo. Če povem nekaj konkretnih ukrepov, ki jih načrtujemo, povečali bomo število razpisanih mest v specializaciji družinske medicine, pediatrije, ter ginekologije in porodništva na primarni ravni, zato da bomo lahko zagotavljali ustrezno mrežo specialistov in da bomo zmanjšali obremenitve obstoječih timov. V primarno raven zdravstvene dejavnosti bomo usmerili več finančnih
finančnih sredstev, kar se je že zgodilo v letu 2018, enako načrtujemo tudi za prihajajoče leto 2019. V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in drugimi partnerji pa pripravljamo tudi prenovljen model financiranja vseh služb na primarni ravni. Kot je bilo že rečeno, še posebej se želimo posvetiti zmanjšanju administrativnih obremenitev vseh zaposlenih, vendar tudi tukaj bomo morali najprej ugotoviti, kaj sploh lahko naredimo, zato da bomo ohranili informatizacijo zdravstva, se pravi zbiranje podatkov, s čimer spremljamo in zagotavljamo kakovost zdravstvene oskrbe, določamo potrebe, tako da tukaj rešitve niso tako enostavne. Želimo tudi uvesti ukrepe za tesnejše sodelovanje strokovnjakov na primarni ravni s strokovnjaki na sekundarni ravni, s čimer bomo omogočili bolj gladko prehajanje med primarno in sekundarno ravnjo in bolj povezano zdravstveno obravnavo, hkrati pa zdravnikom na primarni ravni omogočiti podporo strokovnjakov s sekundarne ravni, zato da bodo lahko več pacientov oskrbeli sami na primarni ravni. Najbolj nujno je ukrepanje za zagotovitev novih kadrov, predvsem v družinski medicini, pa tudi pediatriji in ginekologiji na primarni ravni, pa tudi kadre za druge podporne službe. Skupaj s partnerji preučujemo razloge za to, zakaj se mladi zdravniki za te specializacije ne odločajo in želimo odpraviti te razloge. Zaposlitev na primarni ravni želimo napraviti bolj privlačno. Kot že rečeno, želimo zagotoviti tudi, da se zmanjša število opredeljenih oseb pri posameznem zdravniku na primarni ravni, tudi zato, ker sodobna zdravstvena obravnava zahteva več časa zdravnika s pacientom, kar pomeni, da je nujno treba razbremeniti obstoječe time. Vendar naj poudarim, dokler v sistem ne zagotovimo dodatnih timov, kar je povezano z doizobraževanjem novih kadrov, kar se ne more zgoditi čez noč, pa nikakor ne moremo sprejeti tega, da obstoječi timi ne bi opredeljevali oseb, ki še nimajo izbranega osebnega zdravnika. Torej, v tem prehodnem obdobju, dokler ne bo v meri zadostnega števila timov družinske medicine, da bi se lahko število opredeljenih oseb na posamezni tim zmanjšalo, torej v tem obdobju moramo biti vsi toliko odgovorni do zavarovancev, da zagotovimo, da vsaka oseba v Sloveniji lahko pride do svojega izbranega osebnega zdravnika. Hvala lepa, Božena. Ja, jaz sem v bistvu zvezi s specializacijami, kot se te govorili, želimo, veliko je želja, mogoče malo bolj konkretno, tudi veliko specializacij, veliko je razpisanih objavljenih, vsemo pojavljenih, oziroma kaj konkretno boste naredili, kako boste Tukaj ni samo odgovornost Ministrstva za zdravje, ampak predvsem tudi zaposlenih v zdravstvu, zdravnikov samih, ki so v zadnjih letih naredili precej negativne promocije za ta delovna mesta. Zato želimo skupaj z njimi iskati ključne razloge, zakaj mladi teh specializacij ne izbirajo, kaj so tisti pogoji, ki jih odvračajo od dela na primarni ravni, in zato pravim, da bomo skupaj iskali rešitve. V tem trenutku ministrstvo samo ne želimo sami določati, kaj bo ukrepi, ampak predvsem v sodelovanju z njimi, želimo njim podati roko in njim zagotoviti, da bodo sami ugotovili, da bodo sami prišli do tega, kaj so tiste razmere, tisti ukrepi, razlogi, zaradi katerih mladi na te specializacije ne odločajo. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ja, prosim. Po nas znanih informacijah na izbločah v Sloveniji 13, pa vas sprašujem, če to drži, čeprav razumem, gre za menjavo večine, zakaj preprosto zaradi zastarele opreme, čeprav razumela 10 jih nameravate. Ja, povem so zelo zastarele. Drugi je pa tudi, da dejansko se nekaterih bolnišnicah povečuje potreba po tem, tako da imamo kombinacijo ene. Drži pa, da je vse skupaj? Zdaj številke zglavne, ne vem, kako se vedno nekako. Pomoč
Nataša, bom sporočili po mailu, prav? Ja, Emil Lukančič, prosim. Prej ste omenili samo obvežno prispevno stopnjo. Me zanima, kakšno je stališče ministrstva do povečanja, znižanja prispevnih stopenj, kdaj se to kje lahko pričakuje, oziroma tudi kdaj se lahko pričakuje, če se lahko pričakuje združitev obveznega pa dodatnega prostovoljnega zavarovanja. To bo razčiščeno v debati, to je mogoče ena iz ključnih debat bodočnosti slovenskega zdravstva in uskladitve med vsemi socialnimi partnerji. Tako da ne bi dajal nekih prejudicov, da se lahko še marsikaj zgodi, v koalicijski pogodbi veste, da je zapisan 9% bruto nacionalnega dohodka, da seveda ministrstvo ocenjuje, da je to potrebno, če želimo razvijati vsem temi zadevami, so da danes povedali čisto konkretnega dogovora še ni. Mi že nekaj ostaje vprašanje. 100 milijonov zdaj. 100 milijonov zdaj. Za Niso proračunska sredstva, 100 milijonov je zdravstvene blagajne. To je za povišanje plač in za skrajševanje čakalnih dob in za boljše vrednotenje nekaterih programov, ki so bili podvrednoteni. Seveda od izvajalcev pa pričakujemo, da že 3 mesece govorim, da se bojo posebej fokusirali na skrajševanje čakalnih dob. Ker cilj ministrstva je, da ni čakalnih dob. To je cilj vsega zdravstvenega sistema. Ampak mislim mi, da smo v preteklih nekaj desetletjih se fokusirali na posamezni problem in da smo pozabili na to, zakaj zdravstveni sistem je. In to bom večkrat ponovno, danes še nisem povedal, bom zdaj prvič povedal, kaj je dobro za sistem, je dobro za izvajalce, kaj je dobro za izvajalce, je dobro za poslene izvajalce. Mi se pa pogovarjamo, da 3 mesece pogajanja kolektivno pogodbo. Pa o aparatih, pa ne vem kaj še vse, zadevo je treba podržati v ravnotežju. Mi smo tako pisali zakonodajo, da smo pregledali z minusom ravnotežju. To se ne sme, to se preprosto ne sme zgoditi. To sem rekel, zato je zakon o upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, ali pa kakorkoli se bo že temu rekli, to povedal v tej formi, lahko da se bomo govorili, da treba zakon o zdravstveni dejavnosti spremeniti. Nikakor pa ne zakon o upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, ker je pa tu preširoka materija. Zato jih je pa takoj tekst zraven in bojo za niso vlače. Mi moramo učinkovito upravljanje pripeljati v sistem tako na ministrstvu za zdravje kot posod drugod. Ko imaš nekaj to talano, potem tudi ni pomankanja kadra. Ker ga nekako splaniraš, koliko kakšnega kadra bo šlo. Potem tudi verjetno kakšnih dogovorov ne bo, o pomankanju družinskih zdravnikov, pa ne interesu za specializacije, ko pa na drugi strani gremo povedati, kje pa je 10 zdravnikov, ki delajo v sistemu. Večina je bolnišnica. Potem se treba zelo odgovoriti, kaj je tam mogoče že govorili, to posamezni regijah, smo prepustili v interesu posameznika, da se odloča za specializacijo, ki jo bo upravljal, pa tudi, če jih je malo preveč, da odloča.
je pa jasna, ne, v gospodarski politiki druga, ta ne, nadzorni svetom mrež. To je za enkrat je to edini mehanizm, ki v Sloveniji že obstaja in deluje. Se nimamo seveda, ne, če pogledamo, ali imamo elemente gospodarskih družb v slovenskem zdravstvu. Ja, seveda jih imamo, vsi sistemi, ki delujejo v gospodarskih družbah. Vsi. In zakaj ne bi tudi en del javnega zdravstva deloval tako, še vedno bo pa javno.